Danes bomo obnovljeni in deloma novo zgrajeni izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana slovesno predali njegovemu namenu. Pred mikrofon pa vabim današnjo slavnostno govornico, ministrico za obrambo Republike Slovenije, doktorico Ljubico Jelušič. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dragi sodelavci in sodelavke, zlasti lepo pozdravljeni spoštovani gospod župan občine Sežana, Davorin Trčon, in pa tudi župani sosednjih občin. Spoštovani naši sodelavci iz upravnega dela Ministrstva za obrambo, dragi vsi, ki ste iz Uprave za zaščito in reševanje prišli iz vseh koncev Slovenije, na ta naš slovesni dogodek, dragi gasilci, gasilke, seveda, da ne pozabim te naše fante, gasilske pevce, katarinske fante, ki jih moramo tudi posebej pozdraviti, in pa lep pozdrav tudi vsem vam, dragi sodelavci iz Slovenske vojske. Danes sem jaz v veliki dilemi in v neke vrste razklanosti med Krasom in Ljubljano. Tako da boste, prosim, vas vse razumeli, da bom po tem uvodnem nagovoru morala oditi na drugo delovno mesto, na neko mesto, kjer bo treba požirati bolj kritike. Tukaj med vami pa upam, da bomo zaradi odprtja tega gasilskega podcentra doživeli tudi kakšno pohvalo. Namreč, zakaj pravim, da pričakujemo tudi kakšno pohvalo? Moram vam povedati, da je izgradnja tega gasilskega podcentra neke vrste skupen projekt Kraške trme in slovenske iznajdljivosti. Namreč 3 leta smo ga gradili, pri njem doživeli na tem majhnem prostoru vse travme slovenskega gradbeništva, na koncu ga pripeljali do konca, zgradili do konca s pomočjo domače slovenske, tu sežanske firme Kraški zidar. Vmes smo seveda eno firmo že izgubili, ker je propadla. Cela vrsta podizvajalcev je bila v velikih težavah zaradi tiste prve firme, ki je to gradila. Ampak kot pravim, na koncu smo vendarle zbrali dovolj moči, iznajdljivosti in na srečo tudi velike pripravljenosti vseh naših kolegov na Ministrstvu za obrambo, da sredstva, ki jih v proračunu, integralnem proračunu ni bilo, poiščejo v namenskem proračunu. To pomeni, da smo dobesedno prodajali druge nepremičnine po Sloveniji, zato da smo lahko zbrali dovolj denarja, zato da smo ta center zgradili do konca. Namreč, da ta gasilski center postaja center povezovanja, združevanja, dobrih misli, strpnosti in solidarnosti vseh, ki se danes zavedamo, ne glede na državne meje in ne glede na ideološke meje, da takrat, ko so ljudje v stiski, jim je treba pomagati. Srečno, veselo, čim lepše današnje praznovanje, odprtja gasilskega podcentra. Župan, vam velika hvala za vso pomoč, podporo in razumevanje. In čisto nazadnje, ta naš gasilski podcenter je na en poseben način tudi poklon prazniku občine Sežana, ki ga tu praznujemo od konca avgusta, pa tudi v september se to naše praznovanje potegne. Srečno vsem, imejte se skrajno lepo in držite z nami. Srečno! Prihitimo krepka četa, mi človeštvu na pomoč. Skratka, izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana je nedvomno izjemnega pomena tudi za lokalno skupnost, zato pred mikrofon vabim župana občine Sežana, gospoda Davorina Trčona. Prosim. Visoki gostje, predstavniki Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, predstavniki izobraževalnega centra, dragi gasilci, predstavniki Slovenske vojske, dragi prijatelji in lep pozdrav. Danes je za Sežano in za ves Kras, mislim, da delim mnenje tudi kolegov županov, ki so tukaj prisotni iz Krasa, en velik dan. Dolgo smo se usklajevali in dolgo smo čakali na ta center. Zametki profesionalnega gasilstva na Krasu segajo že tja v obdobje takoj po osamosvojitvi.
Začeli so se na lokaciji starega gasilskega centra. Že leta 1993 pa je tukaj začel delovati center, ki je vključeval tudi civilno služenje, kot je bilo rečeno, oporečnike, ki so delovali v okviru takratnega centra. Največja prelomnica je nastopila leta 2003, ko je bilo civilno služenje ukinjeno. Naj opozorim, da je bilo takratne financiranje centra v razmerju 70% Ministrstvo za obrambo in 30% lokalne skupnosti, ki smo ustanoviteljice, torej 4 občine, Zavoda za gasilno in reševalno službo tukaj v Sežani. Postavlja se vprašanje same eksistence tega centra, vendar je že takrat zorela ideja, bila je že precej dozorjena, da se bi tukaj vzpostavil podcenter izobraževalnega centra. Gospodom Miranom Bogotajem sodelujemo že vse od osamosvojitvenih časov. V detajle pozna vse probleme na Krasu. Upam si trditi, da jih pozna tudi v Sloveniji. Tisti, ki ga poznate, veste, kako natančen je in kako v detajle pozna probleme. Kakšenkrat rečemo, da tudi v knjigah je zapisano dosti manj kot Miran sebe. Miran Bogotaj je sodeloval pri vseh teh aktivnostih, ki so bile omenjene. Ve o tem mnogo več tudi kot jaz. Sodeloval pa tudi na drugih področjih in moram reči, da je en velik prijatelj Krasa. Na koncu mu gre tudi zasluga, da se je vzpostavil program Kras, iz katerega se sofinancira tudi vozila za prostovoljna gasilska društva za 21 obmejnih zahodnih občin in tudi nam je marsikaj to prineslo, tako da lahko rečemo, da imamo tudi na področju prostovoljstva vrhunsko opremljene gasilce. Pravi Miran, za vse to eno skromno priznanje, seveda te bomo rabili še, vendar vedi, da imaš pri nas prijatelja. Hvala ti. Zdaj pa pred mikrofon vabim generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Darka Buta. Spoštovani državni sekretar Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, spoštovani župan, gospod Trčon, ostali župani, spoštovani visoki gostje. Naš izobraževalni center za zaščito in reševanje, ki domuje na Igu in deluje že od leta 1994, je z otvoritvijo enote v Sežani po 17 letih dobil brata. Ni naključje, da smo ga zgradili prav tu, v osrčju Krasa, kjer je največ požarov v naravi in ta izobraževalni center bo specializiran prav za usposabljanje gasilskih, pa tudi drugih enot za požare v naravnem okolju. Upam, da nam bo v prihodnje uspelo resničiti tudi podroben načrtovani izobraževalni center v vzhodnem delu Slovenije, v Pekrah pri Mariboru. Tega centra smo v Upravi za zaščito in reševanje veseli in verjamem, da je prav tako razveselil 130 tisoč prostovoljnih gasilcev, gasilske organizacije, še posebej pa 40 tisoč tistih, ki delujejo operativno. Z novim centrom bodo namreč boljši pogoji izobraževanja in usposabljanja in lažje bomo sledili tehnološkim novostim na področju gašenja in reševanja nasploh. S tem objektom smo pridobili 1800 kvadratnih metrov uporabnih površin. Pridobili smo 20 sob za namestitev, 2 veliki predavalnici, kuhinjo s kapaciteto 1000 obrokov in tudi druge prostore. Poleg objektov in tudi nove vadbene površine za praktično usposabljanje in to dvoje je osnova za sodobno izobraževanje in usposabljanje v tem zahodnem delu Slovenije. Ta center se je začelo graditi maja 2005 in sicer podjetje Gradis iz Celja. V oktobru leta 2010 pa je zaradi stečaja tega gradbenega podjetja delo nadaljeval Kraški zidar, ki je zgradnjo objekta končal februarja 2011. Potem, ko smo po manjših pripetljajih v juniju dobili uporabno dovoljenje in prevzeli objekt. Zdaj je jesen in v njem bomo začeli z izobraževanjem in usposabljanjem. Vsi stroški, od priprave dokumentacije do izgradnje in opreme objekta, so znašali 3,3 milijona evrov. Kljub temu, da je objekt zgrajen, da ima uporabno dovoljenje, da imamo pripravljene programe izobraževanja in usposabljanja, pa še nismo postorili vsega. Profesionalna kadrovska zasedba je pogoj za uspešno delovanje takšnega centra, vendar verjamem, da bomo tudi to v bodočnosti uredili. Hvala lepa. Je dejala že ministrica, se je prejšnji teden tu zaključila 3-dnevna likovna kolonija.
Z nami je gospa Polona Skodič, likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka, ki jo vabim, da razkrije več podrobnosti tega kulturno-dobrodelnega podviga. Podarjena dela so namreč dobila stalno prebivališče prav v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije, enoti Sežana. Prosim. Prisrčen pozdrav, spoštovani cenjeni gostje, tudi z moje strani. In res je, kot je bilo že povedano uvodoma, gospa ministrica je poudarila to plemenito človekoljubno naravnanost, ki jo ima lahko tudi umetnost, seveda ob gasilstvu, ob vseh reševalnih službah in pravzaprav ob vseh tistih, ki jim je poslanstvo, da pomagajo. Resnično tudi umetnost lahko pomaga, dopolnjuje, odpira nova obzorja in lepša življenje. V zadnjih nekaj desetletjih je gospod Marjan Miklavec iz Sežane, slikar, ki je pravzaprav v tej kraški zgodovini pustil neminljive sledi s svojim delovanjem, tudi kot organizator, zaslužen tudi za to plemenito likovno delavnico, ki se je zgodila, oziroma kolonijo, na kateri je sodelovalo 18 ustvarjalcev, umetnikov iz vse Slovenije.